Za tiste, ki ne vejo, Sločan je bila v bistvu ena digitalna revija, ki OG, ki smo jo na Sloanimeju izdajali, mislim, 10-12 let nazaj. 12 let nazaj. 12 Mislim, da 2010 je bila zadnja. Se pravi 13 let. Ja. Ampak za tiste čase, v bistvu smo se, jaz bi rekel, da smo se predvsej zgledovali mogoče po Jokerju, ne? Glede dizajna in tudi način pisanja. Zdaj taki kup. For sure. Način pisanja je bil predvsej, se pravi, umetelen, drugačen. Joker-like, se pravi, da smo pač pisali na način, da ni knjižna slovenščina, ampak more like nerd slovenščina. Ta zadeva še vedno obstaja v neki tiskani verziji in zdaj je očitno v lasti Mofokonove knjižnice. Sem takrat, v bistvu sem jaz vse dal, sem imel pač te slučajne, sem imel printane, pa neki mank, sem imel pa leksikon, tako je bil anime leksikon, nek je bil še zraven. Te še kdaj primem, da bi začel kakšno revijo? Kaj te sploh potegnilo v izdajo? Dobro vprašanje. Kakšne tvoje otroške travme so te? V bistvu niti nismo praktično mi začeli. Ne? Prvi Sločan je bil čist drugačen, kot potem nadaljnjih Sločan. Prvi Sločan je bil narejen, ko je bil Flame, ko je bil že, on je v bistvu takrat to štartil, zdizajniral, pa kdo je bil še zraven? V bistvu čist neka druga grupa je v bistvu to naredila, ampak potem so to bilo ena številko so naredili in so rekli, that's it. Čakaj, to moramo nadaljevati. In pa smo v bistvu mi prevzeli, pa smo imeli po enega dizajnerja, ki je potem to naprej dizajnal, pa pisali smo v bistvu pa smo mi urednikovali, pač Sloanime je v bistvu urednikoval naprej. Sama struktura revije je bila basically Sloanime v malem, se pravi širjenje. Veš, kaj tudi razlika je bila že med prvim Sločanom pa med drugim Sločanom, bila ful razlika v dizajnu po vse, pa tudi stilu, je bilo praktično ful je bilo tako preskok drugačen. Vsebina je bila predvsem na začetku novice in potem anime in mange na koncu. Se pravi, mi smo imeli prav napovedi za napovednike za sezone. V bistvu My Anime List oziroma Anilist danes v tiskani obliki. Takrat če jih ni bilo. Čak te napovedi še zdaj v bistvu objavljata na spletni strani Sloanime kdaj? Mislim, če gre, ampak je bolj v obliki novica, ne gre več za dejansko strukturirano, tabularno ampak to vseeno, če bi nekoga zanimali, se lahko še vedno pogledate na naši spletni strani. For sure. Pa sprav, tudi o podnapisih mislim, da smo veliko takrat pisali, ker je bil anime v bistvu še predvsej angažiran v fansabih in smo probali čim več animejev prevajati v slovenščino, zato da bi nekako ustvarjali ta začeten fanbase v Sloveniji, da bi videli, tudi anime fani obstajajo v Sloveniji in lahko dostopaš, pač, če nisi najbolj vešč japonščine, angleščine, lahko dostopaš pač do slovenščine. In to bi v bistvu takrat v bistvu velik doprinos, ker anime fani so bili še pretežno mladi, ko si še v bistvu nekje... Smo bili mladi. Ja, v nekje osnovnošolskih, srednješolskih časih nisi mogoče še najbolj vešč angleščine, sploh, ko gre za kakšne posebne terminološke izraze in to. Ali pa tudi, če si starejši, ne? Predvsej, če si izven anime sfere, je mogoče težje konsumati ta content v angleščini, ker rabiš nekaj časa, da se navzameš terminologije. Honorifikov in takšne stvari. Se pravi, kulture za podnapisi. It's not just reading subs. Moraš razumeti, kaj ti sabi sporočajo in kakšno kulturo nosijo za sabo. To je mogoče lažje, ko si na nekem domačem jeziku. Sej mislim, da glih zaradi tega tudi Katarina, ko je naredila revijo Magnet manga, je imela tudi na obeh dveh straneh najprej, ko je sploh mange berejo za nove bralce in pa tudi čan in pa vse te besede, ki se Tako še dobiš v današnjih mangah, ko na zadnji strani, kaj pomeni. Ja, ker je zelo ta demografska struktura njihovega jezika je zelo pomembna. Če nekomu rečeš samo ime ali pa ime Kun, ime Čan, ime San, je pač precej zelo blizu tisto res prijateljstvo. Tudi če ne prevedeš celotnega, se pravi, vikalnega jezika,
že s tem, da dodaš nek spoštljivostni izraz k imenu, lahko se pravi nastaviš, da si bolj spoštljiv oziroma manj spoštljiv do neke osebe. Tudi če ostane raven ostalih besed enaka, ne? Pač, da vsaj ohraniš pač določen nivo se pravi jezika, ne? Standard, kaj ti sploh sporočaš v dialogu. Ne? A si dejansko prijatelj si, a sta si vajenec in učitelj. Exactly. Že marsikaj lahko izlučiš iz tega. Ta je dejansko redko uporabljena. Redko.